Evo. In kaj bova tukaj počela? Tukaj bomo postavili strop na določeno višino. Bomo pokazali, laser bo pokazal, katera višina bo prava. A laser to pokaže? Laser pokaže, ja. Pol ne bo rabila nič meriti. Nič ne treba meriti, jaz vam bo zdaj vse pokazal, ne? V redu. Kaj za začetek naredim? Za začetek bomo postavili konstrukcijo, tale vogal, in pol konstrukcijo še počez, in pol bo še zaprla. In to je to. Dajte mi za začetek povedati, če sem se dobro opremil. Opremljen si v redu, rokavic sicer ne rabiš, čelada v redu, kar ime... Žulo ne bom dol? Ne, ne bo. Ok, velja. Takole. In ga vžgemo, ne? Ja. Takole mi dva bo zdaj pripravila tale profil. Dva profila, še enega. Še enega. Takole, ja. Takole, da vidimo, če je višina v redu. Višina je v redu. To je to. Velja. Ok. Ok, zdaj grem kar na lojtre gor. Ja, zdaj pa lahko na lojtro stopiš. Je stabilno. Ja, zelo. So atestirane, tako da ne bi smelo biti problema. Sicer imam pa čelado. Če pocakneš še ti, ris. Tam, kjer gre laser. Ja, tako je. Kaj bo nasplošno pri tem poklicu? Je veliko potrebe? Potreba je, bolj je sezonsko, čez zimo je malo manj. Čez leto so pa povpraševanja tako velika, da ponovadi primanjkuje delovne sile. Se pravi, da vsi mladi bodo imeli dela, če se bodo odločili za to delo. Seveda, seveda, ker to je poklic prihodnosti, ker to se bo čez čas vedno več in več uporabljalo. Jaz te bom podal špago in boš šel s špago na tisti ris tamle. Ta je prav, ne? Ja, takole, super, odlično. Evo in potegnemo špago in imamo ris višino. Zdaj pa bi jaz tebe prosil, če bi še na to stran. Izvoli. Zdaj pa če ti to narediš. Kar takole? Tako, odlično. Super. Odlično. Zdaj višine imava. Ja. Že bo dala profile gor. Jaz smo kar tam. Kar tlele ostanem. Kar tako, ja, boš malo poprijel. Bom. Si dam tole in greva tako, da se ris vidi spodaj. Ne? Ja. In jaz zadevo začnem vijačiti. Aha, zavrta se pa kar tukaj ne, tele, ko so lukne že narejene. Ne, tisto je za druge namene. Aha. Se jaz premaknem. Ne, boš kar ti še zavijačil. Super. Ja. Kaj če na vratelju? Bo. Imam že neki prakse, tako da moglo bi. Kje ga dam? Kar tukaj, zraven. Tele vmes. Tako. Kar da je poln gas. Poln gas. Poln gas. Evo, To je ratelo. ocena 5. Še enega? Še enega. Pa bo še drugo stran. Tega pa čist na koncu. Tako je. Ali tukaj vmes? Na koncu, na koncu. Izvoli. Se zgodi, ne? Odlično. Malo dlje traja, ko prves, ampak Odlično. je pa ratelo. Odlično. Imaš perspektivo. In tukaj dejansko pri gradnji takšne hiše znate vse sami narediti. Notranje. Obloge pa zunanje napušče, pa drugi pridejo. Fasaderska dela, malarska dela in tako naprej. In kaj vam je potem izziv pri tem poklicu? Izziv? Estetika. Končen izdelek. Mi je največji izziv, pa seveda zadovoljna stranka. To je v bistvu najbolj pomembno. Je estetika zelo pomembna. Zelo pomembna, ker ta dejavnost spada v suhomontažno gradnjo, zaključne dela v gradbeništvu in to že pomeni vse, zaključek. Tako da estetika je zelo pomembna.
Takole. Evo. Kako se s tem le hod? Ne bi priporočal. Ne, dobro. Ne bi. Ko rabiš kar malo več prakse. Zdaj bi prosil eno obešalko. Zataknemo noter. To so fleksibilne obešala, ki dopuščajo minimalna gibanja, ki jih ta lesena eko hiša tudi prevaja, ne? Evo, laser je pokazal. Takole. In jaz to fiksiram zdaj, ne? In Tako, in imamo višino, isto kot tam. zadostuje en vijak. Ne, dva morata biti. Dva lesna vijaka. Ne, 100%, ne? No, vidiš, Daša, saj sploh ne bi bilo nobenega problema, če bi mi kar takole ljudje od zunaj živeli na prostem. Samo en velik dežnik bi nabavili za televizijo in to bilo to. V bistvu sploh ne bi potrebovali poklica izvajalec suhomontažne gradnje. Veš kaj, jaz bila pa kar vesela ene strehe pa sten. Žuželka mi gre res že na živce. Ej, glej tole, kaj ima v filmih? Kakšne stene? Lahko jih sestavaš pa razstaviš, kolikor hočeš. Aja? Dost cool, ne? Ja. Jaz si predstavljaš, da bi mogli vsako steno zgraditi iz opeke, potem porušiti. To bi bilo res zamudno. Vidiš, še v filmih rabijo suhomontažerje, no? Saj res. Ja, to delo je kar tako fino, ne? Na suhem. Ja, suho je, nobene umazanije, nobene vode. Pa še ena značilnost, ki je zelo zanimiva za ta mavec, v bistvu za sadro, ima isti pH kot človek. In to je zelo zdravo okolje. Zelo zdravo okolje lahko živiš, ne? Če imaš ti vse obdelano iz mavca, ne? Dobro. Zdaj je tole zadnji profil. To je zadnji profil. In po zadnjem profilu Gre gor plošča. Mašinco bi prosil. tole. Ja. Ta mašinca sicer ni namenjena za vijačenje, obstajajo druge. Sam je pa tudi dobra, če jo znaš uporabljati. Kako pa zdaj? Zdaj pa jo boš dal nad glavo. Takole, jaz bom pomagal. Še malo gor bo mogel iti. Ja, Premajhen. eno stopnjo pojdi gor, ja. Evo. Takole. In jo porineva do zida. Aha, in pride tukaj glih do polovice profila. Tako, to je bilo vse predvideno že prej. Zdaj pa jaz točkovno privijačim, Okay. da bo stala. Sprav, če se bi zdaj tukaj obesil, bi tole mene zdržalo. Definitivno. Se pravi, dobrih, slabih 70 kg, pa dobrih 60 zdrži. Ja, z toleranco, ne? Ker v gradbeništvu je zmeraj zaščitni faktor upoštevan. Če ti obesiš 50 kg, jih mora zdržati 100 kg. In malo strop že deloma narejen, ne? Deloma. Evo. Takole. Kar prešavim, Kar prešraufaj. a tlele kaj kar takole. Tako, odlično. Ups, malo si šel pregloboko. Tale zdaj ne bo držal, ne? Bo treba še enega zraven dati. V redu? Ne. Tudi Treba ne? malo noter. Pa še malo. Da zgine iz nivoja površine. Odlično, to je to. A se tole bo zdaj kaj Ne, poznalo? ne bo se. To se vse prekita in to je to. Preden zapremo kompleten strop, Ja? je treba še uskladiti se z električarjem ali s kakšnim klimašem ali z bilo kom, če ima kdo kakšne inštalacije od zadaj. Ker to je v bistvu, ko je enkrat zaprto, je zaprto, ne? Dobro, se pravi, za elektriko bo treba zavrtati luknjo s kronsko žago. Če so vgradne lučke, ja. Če pa ne, pa sem kabel dol spustimo in pride pol nadometna luč gor, ne? No, zdaj pa še zadnji vijak gor dala. Aha. No,
In strop, del stropa je končan. Končano vse. Tako, tako. Evo, dobro smo naredila, ne? Odlično. Cena 5. 5. Pet. Evo, ker smo glih pri ocenah, mogoče še, kaj bi rekli vsem mladim zdaj v osnovni šoli, ki zbirajo poklic, zakaj se naj odločijo? Je posel prihodnosti, posla je vedno več. Dela se, kot vidiš, na toplem. To je lušno. Zaslužek je, bom rekel, odličen. Če si priden, pa da znaš, če se dobro navadaš, če si hiter. In to je to. Ima prihodnost. No, to je nekaj. Jaz se zahvaljujem za tole delo. No. Upam, da se vidimo naslednjič na kakšnem gradbišču. No, v redu. Meni je bilo veselje. Lepo se imejte in Hvala samo. Okay. Lepo zdrav, živijo. Adijo.